Kolega iz uredništva je rekel, da mu vsakič, ko pogleda tale avtomobil, na misel pride Nicolas Sarkozy. Oba sta Francoza, oba predstavljata reprezentanco in oba sta po svoje posebna, tako v dobrem kot v slabem. Ne vem, če bi ga lahko lepše opisal. Peugeot 508 je za francosko znamko nekaj novega, svežega. Je tipičen in hkrati najbolj netipičen predstavnik hiše in morda prav zaradi tega marsikomu zelo všeč. To je konkretna limuzina, ki je ne kazijo neproporcionalne mere, nepričakovane poteze ali nelogični detajli. Deluje usklajeno, suvereno in zelo elegantno. Se pravi, pričakovanja so lahko velika. In kdor tako sklepa, ima prav. 508 je vsem boljša od obeh predhodnic in to ne le za eno generacijo. Je temeljit avtomobil, ki se želi kosati z imenitnimi nemškimi konkurenti, česar si za prejšnje generacije ne bi upali niti zdaleč pomisliti. Zajetne mere zunanjosti obljubljajo precej prostora znotraj in tu si 508 zasluži čisto petico. Prostora je ogromno, tako spredaj kot zadaj, tako pri nogah kot remenih in nad glavami. Avantgardnost in svežino dopolnjujejo fini, mehki umetni materiali, izdelava je zelo kakovostna, opremski paket Allure pa doda še nekaj imenitnosti. Bravo, Peugeot! Vendar se vidi, da Posoče ni v premium razredu. Kljub temu, da je klima 4-področna, ne zmore dovolj učinkovito ohlajati kabine, kadar je res vroče. Projektorski prikazovalnik je cenena, čeprav uporabna rešitev namesto drage projekcije na šipo, navigacija pa bi lahko bolje pokrivala celotno Slovenijo. Še bolj pa jezi, da ni tukaj okoli voznika niti enega praktičnega odlagališča, kamor bi lahko izpraznil svoje žepe, kadar sedeš za volan. Tudi vrata prtljažnika so malo nerodna, limuzinska oblika pa pomeni, da boste imeli vedno umazane hlače, kadar se boste sklanjali noter. Vožnja s 508 je pravi limuzinski užitek. Na udobje prilagojeno podvozje je ravno prav čvrsto, da se učinkovito izmika ležernosti, hkrati pa na vseh podlagah deluje nevtralno. Avtomobil je stabilen in predvidljivo podkrmiljen. Za dobro vožnjo seveda skrbi še odličen 1,6-litrski turbobencinski stroj, ki je plod razvoja skupin PSA in BMW. Glede na zmogljivosti, ki jih v tem avtomobilu ponuja, mu je pisan na kožo. 115 kW in 240 Nm navora že od 1400 vrtljajev na minuto naprej je povsem dovolj, čeprav gre za velik avtomobil. Poraba s povprečjem okoli 9 litrov na 100 prevoženih kilometrov pa je še kar sprejemljiva. Pa še tista najvažnejša stvar, cena. Takšno 508 se da dejansko dobiti prav poceni, za 25 000 evrov. No pa za 6 000 evrov dodatne opreme.